da, ponovadi tipi, ki imajo ful velikega, ful ne znajo dobro seksati, zaradi tega, ker mislijo, itak je velik in to je vse, kar je potrebno. A ti sploh veš drugače, kaj je povprečna velikost penisa, tako v Sloveniji, v Evropi? Če pač imaš tipa, ki ima ful mehen penis, on ne bo mogel zdaj nabijati ven pa not, pa se bo pač samo drgnil ob tvoj klitoris, kar je pa pač točno to, kar hočeš in je pač najboljši ever. Preširok pač ni uspelo sploh. Sploh ni šel not. Ne, piksna pač od piva. Lifehack, ona te more prositi, da ga daš not. Ona te more prositi. Ona mora biti tako, da ga not. Ona ti more fulkrat reči, da ga dej not, pa pol ga še malo ne daš, pa ga pa lahko. Mal tizej, mal ga dej sam glavico, pa bo ona že tako. Lucija, ko so tu že kakšne plačljive vsebine. Nikoli nisem sesal prstov na nogah. Si pa jaz rečem, če mu prehitro pride, pač kera kraljica sem jaz. Jaz sploh ne razmišljam o nobenih drugih opcijah, jaz rečem. Super. Yeah. Pač ona si bo izbrala fanta na podlagi velikosti njegovega penisa. Tako je. In jaz se zdaj tukaj sprašujem, preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila najnemu prvemu sponzorju urgenci.com. Za tiste, ki mogoče ne poznate, to je kakor slovenski Tinder, ampak namesto ljubezni tam najdeš seks. Na tej strani je več kot 40,000 mesečno aktivnih uporabnikov, to da se registriraš in spoznavaš ljudi je tam čisto brezplačno, ampak poleg tega imajo pa še fulenih drugih dodatnih funkcij, ki jih lahko brezplačno testiraš, tako da skeniraš tole QR kodo. Zdaj pa uživaj v tej seksi epizodi. Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast o seksu, seks igračkah, o spolnosti, o kinkih, o fetiših, skratka o vsem, kar je tabu, ampak res ne bi smel biti. Ja, pa en disclaimer, če to vsebino spolnosti ne zanimajo, pa si pripremljati za njih, ne gledate tega videa. Ne poslušajte tega podcasta. Res je. Okay. Naj vam povem, da ta podcast lahko gledate vsak ponedeljek. Zakaj? Zato, da se bo teden začel s seksom. Končno, ne bodo ponedeljki več bedni. Ja, tako da, to je to. Zdaj pa v bistvu, kar začnemo. Prva stvar je, da smo midve probale igračko, ki ste jo vi zbrali na Instagramu. Stvar je v tem, da bomo midve čisto vsak teden probali eno igračko, ko jo boste vi zbrali, ampak zdaj še niste mogli zbrati, ne, smo mi to opravili že prej na Instagramu, oziroma Lucija, ker jaz sem slab influencer in nič ne snemam in tu imam ful težko. In zbrali ste, valjda, sladoled. Boš ti prva povedala samo mnenje? Jaz prva. Ja, jaz mislim, da moraš ti prva, zaradi tega, ker dobre stvari se prej povejo. Mogoče bi mogla ti najprej, ajde, in pa da ti potem bom jaz zaključiš. popravila vtis. Okay. Zdaj, kakor ste že v prvi epizodi slišali, jaz nimam časa v življenju, pa hitro mi stvari ratajo dolgočasne. In ta stvar je tako neskončno nežna, tudi tako dela, ne, pač vrti se. In tu ima take laske, jaz ne vem, kako se zdaj to vidi, v glavnem. Ta stvar je tako neskončno nežna, da rab človek pač 1 uro časa in jaz pač si ga, meni je to tako dolgočasno, Lucija, pač pa ker jaz ne uporabljam drugače lubrikantov, ne, sploh doma. Res. Tako mi je zamudno in potem tega ne moreš brez lubrikanta uporabljati, in ker sem jaz dolgočasna in ga pač ne uporabljam. Ne bi ga tako glih. Izvoli. A to je to? Ja, pač premehek mi je, in tu mi ima, vse skupaj ima premehko in potem, če pa jaz probam preveč pritisniti, se pa začne zaustavljati. Ni mi to nekaj. Razumem. Okay. Ja. No, glej, evo, tako, če je kdo tak, ki ima rad bolj nežno stimulacijo, je to pol perfektno za njega. Ja. Jaz recimo sem imela ful nizka pričakovanja za tole igračko. Meni se je to zdelo kar neki, ker se samo vrti. Pač meni je tako, zakaj bi kdo imel igračko, ki ne vibrira? Ali pa nima nekih pulzov. Pač to se samo vrti. Pa sem to sprobala in sem ugotovila, da to je pač tako najboljši približek oralnemu seksu, ki ga pač lahko pri igrački dobiš. Pač oralni seks je tudi v bistvu bolj nežen. In tako, po eni strani make sense, da tebi to ni tako všeč, ker nisi tak fan oralnega seksa nasplošno, a ne? Meni je bilo pa fajn. Jaz recimo, ko uporabljam igračke, vedno uporabljam lubrikant, skoraj vedno. Ker se mi zdi pač, da je boljša izkušnja in meni to je najmanjši problem bil, da sem zraven dala lubrikant. Edina stvar, ki mi pri tej igrački pa res ni všeč, je pa to, ko jo moraš pol očistiti. In to je tle toliko teh, pa to je silikonsko, pač kar je ful dobro. Ne vem. Fora v tem,
Da je dober, ker je vodoodporna. Vodoodporna, da jo vrne. Lahko celo daš vodo in jo umiješ. Ampak pač tako, res moraš iti, ne vem, jaz grem pa res prstom med vsako to, ker jaz pač mene bi motil, da bi mislila, da tukaj ni absolutno čisto. Tako da dejansko ti malo časa vzame, da jo očistiš, ampak meni je vredno. Meni je v resnici zelo presenetila in meni ful paše ta igračka in meni ti ne traja tako dolgo, da mi pride z njo, meni traja 1 uro. Okay. Tako da meni ni prenežna v resnici. Je pa tako, sliš se jo. Recimo, jaz zdaj, če je nekdo v sosednji sobi, me je strah, da se bo slišal. Ja, ful se sliša. Tako da ni glih najbolj tiha, ampak je pa meni je zelo všeč. No? Pa se pravi, če imaš ful časa, če imaš cel dan časa, če si sam doma, če ni nobenega nikjer, pa če imaš rad oralni seks. Pa lubrikant obvezno zraven. Pa ti se pa vsakeč tuširaš, ali kako to gre? Ne. Kaj pa narediš, pa če imaš lubrikant, ali si daš tako čišči smao? Ne, pa kaj, robček vzameš. I could never! Res! Mene pa to ful ne moti, ker se itak upije pol noter. Ker je lubrikant na vodni osnovi in pač mene je ful ne moti, se mi ne zdi, da je potem tako ne vem kaj. To je pa meni najslabši feeling na svetu. Res? Grozljivo. Meni pa niti mal. Ok. Ful zanimivo, ker smo mi res različne, kar se tega tiče. Jaz sem obsedena s tem, da je vse čisto in da moram biti stuširana pred seksom in ne vem kaj. In zdaj ti rečeš, da ti pa to moti, kaj pa mene ne. Zanimivo. No, skratka, jaz bi dala tej igrački oceno 9 od 10. Koliko pa ti? Težko vprašanje, nismo se zmenili, da bomo ocenjevali, ne? To sem jaz zdaj freestylala. Jaz bi rekla, da 6 od 10. Pač si, ko ti pride, si zadovoljen, ne pol na koncu. Ampak jaz rabim malo hitrejše stvari, pa malo močnejše. Drugače je bila to tako 2 poletja, 3 poletja nazaj ena najbolj prodajanih igračk. Ja. To se je tako prodajalo, ko zamet je šlo. Ja, res je zanimivo, ampak res imajo tudi ljudje radi oralni seks. Pa res so bili tudi dobri reviewi. Jaz tako opažam, da sem jaz kar kritična drugače do seks igračk. Meni kar nič ni prav, veš, tako pri vremenu mi ni prav, če pada dež, ni mi prav, če sije sonce, nič mi ni prav. In isto tle, zmer manj kaj za pripomniti. Ja, zanimivo gotovitev. Ok, no, zdaj gremo pa na glavni del te epizode, kakor ste že videli pri naslovu, bova govorili o prevelikih penisih. V glavnem, ena zanimivost o Sari, ona zelo veliko svojega prostega časa preživi na platformi medover.net. In ostalih forumih. Ja, jaz to sploh nisem vedela, da še zmeraj obstaja. Tudi plačujem za forume, kjer lahko gledam kakšne ekskluzivne stvari in različne stvari, druge, ful je dober. In ona plačuje z bitcoini. Res je. Kar je meni čist noro, jaz nisem toliko napredna. No, tako da, jaz bom kar Sari predala tale plonk listek in bo prebrala eno zgodbico, ki jo je ona našla na medover.net in o kateri so se odločili, da bo danes govorila. Ja, pa jaz bom brala točno dejansko tako, kar je napisano, ker zdaj se mene tako recimo vidi, vse je v redu, če jaz tako berem ali kako. Takole bom. Ok. Prebrala bom točno tako, ko je napisano, tako da ne zdaj mene džadža tle, če bo kakšne čudne besede uporabljene. Ok. Naslov zgodbe je: koliko velikega imate rade? Grem kar na zgodbo, ne? Ej, ful me zanima, ali imate rade res ful velikega in debelega, ali vas tudi majhen lulček zadovolji. Jaz moram reči, da sem probala tako velikega kot majhnega, pa moram reči, da mi bolj odgovarja manjši. Tam do 16-17 cm, ker vse, kar je večje, me boli. Sem pa probala tudi s ful velikim, se mi zdi, da je bil kar nekaj čez 20 cm, pa vam moram reči, da me je bolelo tako v maternici kot med nogami. Drug dan sem bila vsa povožena. Zato se veliko raje odločam za tisto srednjo dolžino lulčka, pa še fino ga lahko pofafam. Vse, kar je daljše, mi sploh ne odgovarja. Ko bom pa imela stalnega fanta, dejansko bom izbrala tam nekje do največ 17 cm. Kaj pa vi? Povejte vaše izkušnje. Da veš. Se mi lahko to nazaj podaš? Top, drugače. Super. Okay. A lahko sam nekaj povem, preden nadaljujeva. Meni je ta konc tako briljanten. Pač ona si bo izbrala fanta na podlagi velikosti njegovega penisa. Tako je. In jaz se zdaj tukaj sprašujem, a pa bo ona spoznala fanta, ki bo všeč in bo rekla, zdaj pa preden nadaljujeva, mi da tole najno ljubezensko zgodbo, preden jo sploh začneva, koliko je velik.
In pa bo on rekel, 21 cm in bo ona rekla, lepo te je bilo spoznati. Ampak to je preveč zame. Ti ne moreš biti moj resen fant, ker imaš prevelikega. Ampak predstavljaj si, to je lahko resen problem, pač prosim. No? Ja. Jaz nisem še imela osebno tazga problema. A da bi bil prevelik. Samo enkrat je bil prevelik. Ampak preširok v resnici. Aha. Preširok, pač ni uspelo sploh. Sploh ni šel not. Ne, kot piksna pač od piva. Ful. Jaz nisem sploh mogla razumeti tega. In koliko je bil debel? Ful, Mislim, ne, da je bil dolg. Koliko je bil dolg? Ker pač, a je bilo pol tako, a je bil pol že kar v krog, mislim, si predstavljaš bunko tako, ali pač, a je bil pol kot ful dolg, da je bilo pač naj proporcionalno. Ne, je bil kar dolg, pač v bistvu je bil cel kukar ta piksna. Ziher ve, kdo je, shout out za dolg penis. Debel predvsem. A ja, debel, ja. Ful je bilo, zoprno je bilo v resnici in pa smo se kar matraš, veš, tuk časa se matraš, dokler ni že malo awkward in pol pa nočeš tako, da bi, veš, ful čudno, nisi navajen nekomu reči prevelike, ne, veš. Ja. Si pa, da je premehen, bi še, si bolj ti je tako logično, da bi rekel nekomu, ni? Ali ne? Mislim, da je logično, da rečeš nekomu, da je premejhan. Po mojega zatraumiraš do konca lajfa. Ne logično za njega, logično meni v glavi, nikoli še sploh nisem pomislila. A si komu rekla, da je premejhan? Ne, sem pa rekla, da je glih prav. A to zdaj pomeni, da če ženska reče, da je glih prav velik, da je premejhan? Ne. Evo, no. Če ženska reče, da je glih prav, tu pomeni točno tu, da je glih prav. Pač jaz mislim, ne vem, meni se zdi, da jo moški pač penis. We love dicks, ne? Ampak ni pa cela osebnost glih s tem penisom povezana, ne? Pa tudi jaz si želim v bistvu glavo, da ima zdrava, ne pa penis. Glavnem, zdi se mi, da res tu mislimo. Meni se zdi, da meni še nikoli ne bil penis tako pomembna stvar, da bi bil premejhan, prevelik. Ok, enkrat mi je bil premejhan. Sem pol nisva prišla do penetracije, ker je bil tako premejhan. Ta indic, veš. Pa če si ti jokala, ker ti je bilo tako dobro. Od drugih stvari. Tam je bil pa oralni seks dober, oralni seks mi je bil pa tam brutalen. Wow, mogoče so, ker nisem drugega mogla dobiti. Jaz sem pa mislila, da ga pač je dal noter, ampak da se je pač tako mal drgnil. Ja, no se, ampak to isto, ko ga ne bi, pač ga ni, ne. Pa to je tak, to bo zdaj ful tako, ampak to je kot kar nek Caesarin, veš, kakor pri lezbikah, ka pač itak si pa tako malo se drgneš. Ja, res ne, ampak to sploh ne mislim kot slabo. Meni se to zdi dobro, ker itak večina žensk, pač zato, da jim pride, da nam pride, s tebe vključujem zraven, rabimo stimulacijo klitorisa. In če pač imaš ti pa, ki ima ful mejhan penis, on ne bo mogel zdaj nabijati ven pa not. On se bo pač samo drgnil ob tvoj klitoris, kar je pa pač točno to, kar hočeš in je pač najboljši ever. Pa ti hočeš, da te nekdo nabija med seksom? Včasih, ja. Kako si dobro to pogledala? Ko si me pogledala, da sem še jaz začutila to. Ja, včasih, ja, v redu, včasih res, ja. Ampak ne sme biti pač predolg penis, ker če je pač prevelik, pač če je predolg, točno to lahko ful boli v maternici. Ja, tako da zapišite v komentar, če imate probleme, če imate iste probleme ali pa obratne, v bistvu ne zanima. Zaradi tega, ker, no, evo, še TMI. A viš, ko sem jaz v prejšnji epizodi rekla, pač, da je meni perfekten penis od mojega dragega. No, pač tam v nožnici noter, tam, ko je A točka, oziroma pač glih tam noter globoko, ko je maternični vrat, je ena točka, ki če je stimulirana, se ti ful začne proizvajati lubrikacija, pač ful mokarataš. Pač njegov penis je tako gor lepo zakrivljen, lih prav dolg, lih tako, da res ne boli, pač on lahko nabija in ne boli. In on pol tam noter zadane in pač to je waterfall. Samo odvisno v katerem delu cikla, ne? Če ti pred menstruacijo v maternični vrat nabijate, pač boli, ne? Ne, pri njemu me res ne. Wow. Ja, mogoče tukaj je tvoja piška odprta zaradi tega, ker pač mu zaupaš. Zaradi tega, ker me, ja, pač, ker res prav lih perfektno zadane tam noter in to je tako. Wow, res je fajn. So nice, odeno. Jaz sem kar laki, kar se tega tiče, ker mene je tako iskreno. Ker šla bi ven iz celibata. Pač jaz sem tako rekla, meni drugače velikost ni nikoli bila ful pomembna. Mislim tako, meni se je vedno zdel, pač, pa še zdaj to verjamem, da je ful bolj pomembno, da on zna pač imeti feeling, da to dela tako, a veš, da ima ta stroke game, da zna uporabljati stroke game. Ne? Ja, kaj? Razumemo, kaj to pomeni. Ja, razumem, jaz kaj pomeni, nisem še nikoli slišala. Res? Res. Ne vem, kako bi po slovensko to rekel. Pač, da dober ga daj vam pa not. Res je. S feelingom, da ni to kar neko, a veš, nabijanje je pač lahko dobro ali pa slabo. Pač, če ti kar neki brez feelinga sam nabijaš,
ne bo dobro. Moraš tako vedeti, kaj delaš, moraš pod ta pravim kotom, moraš ta prav, veliko stvari je to. Pa kako težko je tako bolj moškem, drugače velikrat pomislim. V resnici se zdi meni to ful težko upravljati, tako nek penis, še sploh če je dolg. Mislim. Se ti ne zdi, da si že kdaj probala nekoga nabijati pol ure, ker jaz sem probala pol minute, pa je bilo težko ful. Jaz sem drugače govorila enkrat z eno lezbiko, ki je rekla pač, da v bistvu je res ful težko to delati s strepolom, ampak ti pa me pa drugače, ker oni pa ful uživajo zraven. Ker oni pač čutijo, če imaš ti sam strepon, ti nimaš unga istega užitka pa feelinga. Ker pač, če imaš ti, ne vem, naj me poprav kakšen moški, pač jaz si predstavljam, pač se itak da je težko. Saj tudi, če si ti na vrhu, ti pa še kar delaš, ampak pač pol tako na neki točki kolena ne zmorejo več. Ful je težko. Ja. Tako da, kar sem hotela reči, to, pač, če imaš ti velik penis, moraš ful bolj ga znati upravljati. In glih to je zelo velikrat problem. To sem pa že 100-krat slišala in prebrala, to vsi rečejo, da ponovadi tipi, ki imajo ful velikega, ful ne znajo dobro seksati, zaradi tega, ker mislijo, itak je velik in to je vse, kar je potrebno. In potem pač kar neki nabijajo v prazno, tipi, ki imajo pa manjšega, imajo pa mogoče lahko kompleks, pa ga ne rabijo imeti. Naj bo to jasno, ampak pač se tako malo bolj potruditi hočejo, kakor da morajo kompenzirati. Pa to zdaj ful posplošujem, naj bo to jasno, ampak tako in se bolj potrudijo in potem malo bolj s feelingom vse delajo. In v bistvu bi mogli biti pa jih bolj obratno, pač če imaš ti neko ful veliko orodje, moraš pač ga, se tudi za velike stroje moraš ti še dodatne usposabljanja, da res da jih znaš uporabljati. Ja, res tako da, ne vem, Jaz sem tle še nekaj vprašanj pripravljenih, ali bi še kaj najprej dodala, Rada? Jaz sem ful zdaj, malo se ujela v to misel, da sva zbrali ful tako kočljivo temo za drugo epizodo podcasta, ne? No, daj, vprašaj vprašanje. Me zanima. No, a ti sploh veš drugače, kaj je povprečna velikost penisa tako v Sloveniji, v Evropi? Ja, 15 cm. Ne, manj. 13. Dobrih 13. Ja. Tako da... dajmo reči 15, ko smo prijazni. Je pa ne, zdaj govorimo o dejstvih. Se ve. Ampak veš, ko se vedno malo povečajo te mere, ne? Ja, ampak pa kaj? Pa tiska ima 12, bo bi pa tako, pizza, da je pa 3 cm manjka do povprečnega. Jaz si v resnici zdaj v glavi sploh ne morem čisto točno predstavljati, koliko je kaj dolgo, ker nimamo nobenega metra, tlele čaki. Pa 13 je recimo kolenek. Ok, tu je že kar... Ta je nadpovprečen. Tu je že kar dolga Ja, ta je ne 15, 16. Ta je 15. 15, ja. Lej, meni je tu čisto v redu. Jaz ne vem, jaz nič ne kompliciram. Kaj bi ti? Ful bi preverila, ampak ne, se nima veze. V glavnem, res to... Je pa... Ja. Pač jaz niti o tem ne razmišljam o teh stvarih. Jaz če vidim nekaj, kar je pač take velikosti, ali pa tudi v bistvu take, meni je to sem navadno drugač velikrat. Jaz sem tako, super, seks, penis. Ne vem, veš, kaj mislim? Ker ti kdaj razmišljaš prav tako, ok, edino, ko so res ekstremi, unka je bil res prevelik, pač razmišljaš, prevelik je, ki ne gre not, ne? Ampak drugač pa... Jaz sem še vseeno razmišljala, ker sem bila samska, pač tako zdaj, preden sem Jana spoznala, sem bila tako, kakšen pa bo pač moj naslednji fant. Mene je drugače po eni strani iskreno malo skrbel, pa ne to glede velikosti, ampak nasplošno kakšen bo. A mi bo všeč, ali pač... A misliš, sem pri seksu te pač skrbel, preden sta prvič seksala? Ma ne, sploh tako nasplošno, preden sem sploh Jana spoznala, sem tako, pač zdaj tako res loterija. Kaj, preden si spoznala svojega fanta, te je zanimalo, če ti bo všeč? Ja, sem tako pač, zdaj lahko, ker prej sem bila zadovoljna, sem tako, to je cool, lahko imam ta penis do konca življenja. Potem sem šla pa itak narazen in... Še dobro, ne? Ampak potem sem pa tako razmišljala, zdaj imam tako res, ti ne veš, kaj boš dobil, to je tako vrečka presenečenja. Zakaj se pa zato sekiraš, pa če ti ni, pa ni, pa ne gre pa ne. A veš, tako ful mi je zanimivo, sama sebi, zato ker tako, kakorkoli bi bilo v resnici cool, ker so mi druge stvari bolj pomembne, ampak še zmeraj sem o tem razmišljala. Ja, se jaz tudi velikrat o tem razmišljam. Pač jaz polka sem to videla, sem bila tako... Pač ipak, če štrlijo stvari iz povprečja, ne? Kako bi zdaj to na lep način zapakiran, ampak ne bom se nič kaj preveč trudila. Je pač ipak treba malo več nekako energije pa truda, da jih sprejmeš pa da so funkcionalne. Je to res? To nič ne pomeni, da so slabše, manj, veš kaj mislim?
In pač valjda, da o tem razmišljaš, veš, ker če ima nekdo penis dolg 30 cm, boš pa se mogla s tem v življenju ful ukvarjati in seveda, da je tu v tvojih mislih, če je pa 1 cm, boš pa pač tudi mogla najti rešitve, da ti bo tu ok. In meni se zdi čisto normalno, da drugače o tem razmišljamo. Čeprav se jaz zdaj bad počutim, ker mi je tako, to je pa res vseeno. Ampak kind of je tako spolnost velika del, da pač ni vseeno. Drugače, te ekstremi. Veš, vseeno je kakšen, ga ti imaš, ampak bomo že zrihtali, ne? Ja, ampak še vsem si pa tako, glih zaradi teh ekstremov, ker pač realno bi raje, da je premejhan, kot prevelik. Meni se zdi ful žalostno, če je prevelik. To pa ni za vsakdanjo uporabo tako praktično, ker pa moraš pa res malo bolj se potruditi, da gre noter, pa moraš biti res vzburjen, pa moraš res lubrikant pol vedno imeti, po roki, pa še vseeno v kakšnem modelu meseca, ker ne vem, mogoče kdo to ne ve, ampak ko si ti med ovulacijo, je maternični vrat tako res visoko gor in imaš ti tako res ful velik prostora in gre lahko veliko več noter, kot recimo med menstruacijo ali pa tik pred menstruacijo, zato ker se maternični vrat spusti nižje. In imaš ti dobesedno anatomsko manj placa za noter. In zato tudi recimo, to sem se glih z eno pogovarjala na Instagramu, ki mi je pisala, da jo včasih boli v določenih položajih, sploh v dogiju, ker dogi res gre globoko. Naprimer, če ima kakšen, ki ima manjši penis, pa bi rad globjo penetracijo, dolgi položaj, gre res čutiš ga. No, skratka, in mi je pisala, da jo včasih boli in sem tako, pač to je čisto normalno in pač binder done that. In to je zaradi tega. Mene ful pogosto boli, pač trši maternični vrat. Jaz imam tako ful imam nizko, fun fact. Maternični vrat, ne vem, če ste ženske kdaj probale svoj maternični vrat. Veš, kakšen je občutek. Ja. Valjda veš, ne? No in moj je tako nizko spuščen, da ga jaz tako z enim prstom tako čutim pred menstruacijo. Ful nizko. Čakaj, do sem že. Tako sploh ne, še malo prsa ti vam gleda. Ja. Zanimivo. Ja. Jaz sem ga imam globje. Jaz imam tako ful nizko in tudi zaradi tega menstrualnih skodelic recimo ne moram uporabljati. In tudi zaradi tega me vse prijateljice, ker jaz, če sem s kom seksala kdaj, sem vedno govorila, ful je imel dost velizga, ne, vedno moje prijateljice so vedno tu poslušale in pa so enkrat sem tako, Sara, daj prosim, da ti zdaj pokažeš, kaj je to dost velik, ne, pa jaz pokažem in sem bila ona tako, Sara, in pa sem bila jaz tako, pa kera si ti dobro, leko sem jaz nezahtevna, pač dost je veliko, ne, če pač itak ni prostora. Ampak dost veliko, zdaj govorimo o tem, če hočeš, da te res do konca pritisne, ne, pač, tako, ja. To. Enkrat sem snemala en video za TikTok, o tem, pač eno raziskavo sem brala, kao, da ženske, če bi si mogla zbrati glih idealen penis, ne, tako za enkrat seksati, bi rekla 21 cm. Ampak tega si pa nikoli ne bi zbrale za tako dolgoročno zvezo. To je prav, jaz sodelam v tem raziskavu, ker ni to tako crazy. Jaz se s tem čisto strinjam. Isto, jaz sem dildo, ki sem ga kupila. Pač dildo je, mislim, da 21 cm in jaz, ko sem ga videla, sem bila tako... Ampak pač ne, se ga spraviš noter, pa je fajn, sam pač ne bi ga imela pa za vsak dan. 21 je kar big. Ja. Jaz ne vem, če je drugače to čisto normalno, ampak tebe kdaj boli, to je mogoče za zdravnike tema, ampak tako po seksu, če je res tako ful na hard, te kdaj boli? Maternica, maternični vrat, karkoli. Da bi bil tako vsaj malo v krču neki. Ne. Čist nikoli nimaš tazga občutka, veš kakšnega, tak, kot da bi športov ful, pa bi te bolele trebušne mišice. Po seksu. Mislim, tako včasih se tako, ampak kaj misliš, od penisa ali od samega workouta? Od penisa. Ne, pač če že me bolijo kolena, mene skor vedno tako malo boli potem. Ne, mene pa ne. Well, ok. No, pa sem hotela še govoriti. Še nekaj me zanima, pa si kdaj tako prav kakšnega ekstrema spoznala, kaj si prej rekla, da tako ti ekstremi, če si kdaj spoznala kakšnega, v majhno ali pa veliko smer? Ne. Ne? Vidiš, to se sploh ne dogaja, jaz ne vem. Ja, sam se, mislim, smo... Ti poznaš kakšno, kaj je spoznala? A veš, to je govorila na naša sodelavka, ne bom zdaj poimensko, ampak pač je rekla, da je enkrat spoznala enega, ki je imel pa prav mikropenis. In je pač bila tako, jaz nisem vedela, kaj ne zdaj s tem. In ja. Ker pač to je pa, spet je pa nekaj drugega, mikropenis je pa res, je pa že bolezensko stanje. Kaj pa narediš pol? Recimo, če predpostavimo v redu, ok, če pa za eno noč z nekom seksaš, pač whatever, ne? Whatever. Ampak, jaz mislim... Kaj bi ti recimo naredila, da bi se zaljubila v človeka? Ok, zaljubila bi se na 5 dejtov, bi šla in pol bi šele seksala. Ti bi bila pa že kar zaljubljena. Pa, jaz bi bila z njim. Pač brez enega pomisleka. Ker toliko enih pripomočkov obstaja. Imaš podaljške za penis, imaš dilde, imaš stojnih igračk, on ima usta delujoče, upam da, prste delujoče, upam da, in
Zakaj ne? A veš, ker meni je toliko bolj pomembno, pač, kako se ujamem s človekom, pa najna kemija, pa najna energija, da je pač, če je pač penis dober, je pač to sam nek bonus. Ja. Ni pa nuja. Ja, jaz se strinjam čisto. Pač, ker se da na togenih načinov znajdati, Ja. da zakaj bi pa zdaj zaradi tega, a ne? Ampak veš, kaj se mi zdi? Meni se zdi, da moški mislijo, da se mi lažemo tu. Veš, kaj velikrat slišiš, da tako, jo, ne govorite, da je vseeno, ne? Ampak veš, kaj, meni se zdi, da pač ne štekajo tega ljudje tudi nasplošno, pač ni čisto vseeno, tako kot ni vseeno, ali, ne vem, kjer primer dam zdaj, ali imaš uhane ali ne. Sam si pa kar cute, če jih imaš. Pa ja, Štekaš. itak imaš preferences, ne? Ja. Pa sigurno obstaja kakšna, ki se ne bi strinjala z nama, Ja. kar je pa tudi čisto Kakšni okej. je pa najbrž res tudi ful pomembno. Ja, ampak se tudi s tem ni nič narobe. Ne. Pač, ne vem, se tudi vsak, ne vem, lahko boš imel pa kakšnega tipa, ki ne bo bil z bejbo, zaradi tega, ker je pa on ful upaljen na joške Ja. in pač ima premehne joške in pač njemu to ni pač privlačno. Meni se zdi tu A ne, to je pa okay. tudi, se nismo se vsi, ne morete biti vsak všeč, pa a ne, imamo kakšne fizične atribute, ki so ti mogoče malo bolj pomembni. Ja. Ne vem, Meni no. je drugače dosti na živce tudi, da smo tako užaljeni, če nam nekdo nekaj tako reče glede na telo. Se mi zdi, da se ful dosti poistovetimo. Tako, ne vem, da ti nekdo reče, zdaj sem se pozapletla, pa ne vem, kaj sem hotela povedati. Razumeš, kaj sem hotela povedati? Sem že dosti povedala, da razumeš. Da pač smo ful užaljeni, če ti nekdo reče, ti meni nisi všeč, v resnici pa ne bi rabili biti užaljeni. Je to pa čisto odvisno, koliko si pri sebi sam sabo zadovoljen. V resnici. Jaz ful to verjamem. Ja, jaz Včasih tudi. nisem to, ampak zdaj pa ful vidim, da če si ti sam sabo zadovoljen, ker recimo meni lahko nekdo reče, ej, ti imaš ful grd nos, ti imaš tako najgrši nos ever. In pač sem tako, ok, pač to je tvoje mnenje, ampak meni je pa moj nos ful lep. Ja. Mislim, ja, ti plačal ga. Ko tu vejo. Ne, zdaj vejo. Mislim, to nikoli ni bila neka skrivnost, ampak dejansko, ne, se to sem pa enkrat na Instagramu o tem govorila. Ampak Ja, še čisto na sem ne začetku. vejo, zdaj bo cela Slovenija Zdaj bo vedela. cela Slovenija vedela, da vam jaz fake nos. Ej, V bistvu ni, v bistvu je cel moj sam malo manj, kot ga je bilo včasih. Ja, tako je. Ampak dobro, to je zdaj mogoče ful beden primer, ker pač to ni nekaj, kar je naravno moje. Ampak tako, če mi nekdo reče, ti imaš pa ful grdo barvo oči, ali pa ti imaš pa res grde usnice, pa zdaj, kot da imaš, ne vem, kot da si delala veš, challenge, ki so ga včasih delali, Ja. ali pa Ja. ne vem, se ne bom sekirala, zaradi tega, ker pač se meni to ne zdi. Če bo pa nekdo nekaj pokomentiral, kar sem pa že jaz ne samozavestna, pa ne bomo zdaj o tem, ne, bi pa itak me prizadel, ker bi bila tako ošit, pač, a ne, res je to. Če me pa nekdo nekaj, kar pa mene ne moti, pa me tudi ne prizadene, če mi nekdo drug skritizira. Tako da, dokler si ti pač samozavesten sam sabo, te pač ne more nič prizadeti, kar nekdo drug reče. Dokler ti veš, da pač to v tvoji glavi ni res. Mene skozi vse malo prizadene. Res? Najbolj me prizadene, če mi nekdo reče, da se deram. Fakt, to me tako osebno prizadene, pač jaz se deram, ne? In zdaj pa tle bomo znižali malo glasnost mikrofona in pač bo v redu. Zdaj smo ti dali pa mikrofon, da se boš lahko mikrofon darla. Ja, pač rada se deram. Ena mi je rekla na poniju, da je dretje nasilje. In da se ne smem tako dreti, da pač v družbi je to res grozno in od takrat je mene sram. Evo. No, jaz do zdaj nisem nikoli opazila, da bi se ti ful grozno drla in me ni zmotilo. Tako da, če ti to kaj Če se pomaga, deram, napište v komentar, deraš se, Sara. Manj se dera. dajte jo prizadeti malo. Tako. Ne, dej ne, to pa ne. Pač, Pa sama si rekla zdaj, a ne? Veš kaj, lahko bi imeli kdaj kakšen cute izziv. Ok, recimo, pač ful, če se tako ljudje ful kregajo, zakaj bi kdaj grde komentarje skozi pisali, da je izziv tedenski, da vsak napiše en lep komentar. Veš, koliko je grdih komentarjev na internetu, čeprav tvoj community, Lucija, I love it. Res to je bilo pa tako lepo, ko sem včeraj brala une stvari. A na TikToku? Ja, Ja, jaz sem bila tudi ful. ful so Ful mi je bilo prijazni lepo. ljudje do tebe, všeč jim. Ja, včasih jim nisem, mislim, včasih sem imela take najlepe komentarje na TikToku. Okej, pa so se Ampak sem bila tudi jaz cringe. Se zavedam Okej. tega, pač it was hard watch. Ok. Um, Pol sem je zdaj še vedno cringe, ko so nesramni do mene. Manj se drugače ne zdiš, Ok. ampak fora je bilo tem, jaz sem snimala res čistko intervenca. Ampak pač, ko sem jaz začela snemati TikToke, jaz nisem vedela, kako se tega lotiti, ker jaz sem hotela stlačiti v en minuten video 5000 informacij. Jaz sem hotela vse povedati naenkrat in pol nisem vedela, kako ne vse povem naenkrat. In sem potem si probala nekih scenarij napisati in pa sem ful leseno vse govorila, zato ker sem tako, ne vem, kako zdaj to naredim. In sem bila ful nesproščena in se je Ja. videl. In ja, zdaj pa
zdaj sem se pa malo tudi sprostila, pa še zmeraj kakšni kdaj komentarji. Naj tudi to povem, ne. Jaz pač, če jaz vidim, da jaz komu ne pašem na TikToku, pa če se včasih nisem, jaz sem vse komentarje postila, ker sem lahko engagement, pač. Tudi me niso neki ful prizadeli, ker sem šla tako v to, da bojo ljudje hejtali. Ampak, zdaj pa tako, ko vidim, da kaj še napiše, ne vem, tiho bodi cipa ali pa kaj tasga, pa ne da me prizadane, ampak si tako mislim, lej, jaz ti nisem všeč, pol ti po mojem tudi me ne bi bil, ker pač nisem kompatibilna in ga blokiram. In potem on ne bo videl več mojega kontenta in se ne bo več sekiral in ne bom mu dal ničem, ker bom pač jaz prišla na njegov for you page, ker me ne bo več videl. In potem, mogoče tudi zaradi tega imam manj kakšnih takih komentarjev, pa ne to sem zdaj, mogoče sem, ne vem, 10 ljudi blokirala, skar imam ta profil ta nov, ampak tako, če vidim, da komu glede na njegov komentar jaz ne pašem, sem tako blok. In mi je tako ful fajn. Ti si kar miroljubna, moram reči, jaz nisem tako miroljubna. Lahko povem eno zgodbo, kaj se je zgodilo zadnjič. Ja, tu bo ta shout out. Zadnjič mi je nekdo komentiral zelo grde stvari in sicer, da je vseeno, če umrem. In potem mu je en prijazen gospodič odgovoril, da ve, kje trenira in da je trenerju poslal te slike, veš, kaj sem ti govorila, in da bojo pač vedeli vsi njegovi soigralci, kako se do njega na treningu obnašati. In pač tu je pol sem zbrisal en človek. Tako da, če si ti tak, je komentiral tak prijazen komentar in je v bistvu rešil situacijo, pol se nama javi na podcast afna.mednama.si in ti bomo poslali eno darilo. V bistvu jaz ti bom. Jaz sem bila tako vesela, ker sem to videla. Naprej, ful je bilo lepo. Ok, ajde. Zdaj gremo naprej, ker sva se čisto zagorila v druge stvari, ampak zdaj moramo o penisih govoriti. In zdaj ti povej, Sara, a je lažje fafati majhen penis ali velik penis? Ampak gremo zdaj tako, ja, mislim, kaj ti je lažje? Srednja velikost ni opcija, majhen, velik. Pa glih hotla bi reči normalen pač penis. Ne. Tako, ali nad 21 cm ali pa pod 5 cm. Ok. Lažje ali boljše? Kaj te plažje? Pustimo zdaj njemu final. Ja, lažje mi mehanga, ne? V resnici. Imam tudi mehna usta. Pa celo sem mehna. Ok. Kaj tebi pa lažje večjega? Ne, drugač bi po mojem rekla večjega, samo zaradi tega, ker si predstavljam, da če je mehan, sam po mojem zihar lažje majhnega. Mehnega je zihar lažje. Ampak tako velikega si pa predstavljam, lahko še zmeri ful roke uporabljaš, pa sline, pa ti v bistvu vse ti ni treba, a veš, zdaj deep throatat. Pač malo drugač se tega lotaš. Malo bolj se osredotočiš zdaj na glavici, na tisti frenulum, kaj to je tista črtica, ne, kaj je na glavici, kaj je tista tako. Ti lahko malo bolj se osredotočiš na to, pa zraven pač z rokami še delaš. Glavica je tako najbolj občutljiva, kar se tega tiče. In pa imaš pač tam garustnice in vse ostalo z rokami narediš. In si predstavljam, da je to mogoče lažji, kakor da moraš pa tam, pa ne moreš tako dobro niti dihati, veš, pa imaš pa nos. Aha, mehnemo, misliš. Ja, in je mogoče težji. Ne, jaz sem raj rekla velikega. Jaz sem pa tu že sprobala, ti lahko povem v resnici. Pač ta mehen je bil čisto v redu, super je bilo. Nisem trpela. Ok. Ja. Pa sem, veš, kaj sem še pomislila zdaj? Sem hotela reči, da meni je pri mehnih samo tako malo nerodno, če je moškemu nerodno. Ampak ta Indic, on je točno vedel. On je pač vedel vse. On je vedel, da ma pač mehenga in zdaj se bomo s tem sprijazali in tu bomo takoj povedali, ne bo nič čudenega in fucking ni bilo. A on ti je rekel, jaz sem mehenga in pač ne se ustrašati? Ne, ni rekel, sva se pa o tem pogovarjala že takoj, ko se je slekel, ker pač je bilo res tako občutna razlika, kot z vsemi drugimi. Štekaš? In kar hočem povedati je tudi, da njemu tudi ni bila penetracija všeč. Zato, ker tudi on ni čutil, veš? In on se tega pač absolutno zavedal in tukaj eni drugih stvari je imel za ponuditi v drugih sferah, da pač ni bilo čudno. It was the hottest sex I've ever had, čeprav brez penetracije. In tu mi je ful zanimivo. Evo. In tu sem vedno hotela tako moškim povedati, ali pa isto, veš, če je komu kdaj prehitro prišlo, ne? Če je moškemu nerodno, mene to sprav, se opravičujem, mene to sprav tako stisko, če je moškemu nerodno, zaradi tega, ker ne vem, nisem jaz tam zato, da mu pomagam zdaj, če je tep nerodno. Če mu pa ni nerodno, si pa jaz rečem, če mu prehitro pride, pač kera kraljica sem jaz. Jaz sploh ne razmišljam o nobenih drugih opcijah, jaz rečem, super. To bi mogli dati prav na poster. Pač, naj ti ne bo nerodno, pač own it. In pač recimo, a ne, če ti prehitro pride, pa pismo gate, se imaš pripomočke, pa dej se še malo ukvarjati potem spati, pa če to želi ona, ali pa, a ne, pač reč, dej, nadaljujemo. In potem ti ona lahko reče, meni je bilo v bistvu čisto cool, ker ful velikrat ti bi reče, sorry, ker mi je to hitro prišlo. Pač kaj se mi upravičuješ? Meni je bilo čisto cool, meni je bilo fajn, jaz sem zadovoljena, pač potešena, gremo spat. Ali pa gremo karkoli drugega delati. Pač,
Meni skoraj nikoli, mislim, pustimo zdaj, če ti zdaj pride v 15 sekundah, ne, ok, to je res malo hiter, sorry. Ne, jaz ampak sem če je ne, pa prej- meni je v redu tudi Evo. 2 sekundi. I love it. Jaz ful uživam v tem. No jaz, Tu je moj največji dosežek v življenju. Jaz sem cel dan tako vesela, Lucija. Okay. drugače, ampak pač po mojem se ti res tega ne zavedajo, Ja, po da je mojem pač tudi ne. ženski, če ti ful hiter pride z njo, tako se počuti, no, Sem ne I did zdaj that. čisto vsakič. Pač, če je pa tu res Ja. tako čisto vsakič, pa ful pogosto, je pa pač fajn iti nekaj narediti. Glede tega pa iti k zdravniku, pa mogoče ne tukaj zaradi nas, ker bi zaradi sebe, se mi zdi, da mogli tu moški narediti, če jih tukaj mot. Veš, kaj kaj mora mislim? drugače o tem sam, ampak nekaj sem še hotela povedati. ful Ko smo pomembnega. pametni, tako moški danes, tle 2 ženski sediva, veš, pa tako, penisi. Ja. Nekaj sem hotela še povedati. Ful pomembnega. Glede tega. No, nima O veze. samozavesti. Pozabila sem. Šlo je. Ok, pa ni bilo pomembno. Dobro. Greva na nas. Poju pa en komentar od spodaj, v glavnem. Moram iti naprej. In zdaj bo Sara prebrala, kaj je bil en komentar pod tem postom. Ajde. Jaz bi tudi kula nekako rajši, pa se tu zdaj v redu sliši. Fak, ful je čudno to brati, kaj je tako napisano, ok. Ej, tudi jaz sem imela podobno izkušnjo kot ti, ko sem imela fanta, ki je imel kar dolzga, 21 cm, pa mi je od začetka kar pasalo. Je sicer ob seksu, ko mi ga je potisnil do konca v maternico zabodel. A mi je na začetku kar pasalo, potem pa so bile bolečine preveč pogoste. Same. No, po nekaj časa sem se odločila, da se tega fanta znebim, ker mi ni bilo več všeč. Sicer fant je bil super, prijeten pa vse, a kaj ko pri seksu mi take bolečine niso več pasale. On se je sicer skušal truditi, da me ne bi bolelo, a kaj ko sva se oba približevala orgazmu, je proti koncu šel vedno pregloboko, to pa me je preveč bolelo in me je tak seks minil. Tako da sploh nisem več doživljala orgazma. Mi je bilo zelo žal, da sva se zaradi seksa razšla, a ne moreš živeti celo življenje z bolečino pri seksu. No, sedaj imam fanta, ki ima bistveno manjšega, nekje 15 cm, pa moram reči, da je res super. Včasih se potrudi on in jaz, ko sem na njemu, da mi doseže maternico, a ta bolečina je tista prijetna, ki mi paše. Resnično se mi zdi, da preveč dolg penis ni prijeten za žensko, saj meni to ne odgovarja in resnično mi paše nekoliko manjši. Zopet rada seksam. LP Carmen. The best. Ja, cute, jaz se relatam drugače. Tako, ampak ne relatam se pa s tem, da bi šla na razen. Tu pa ne bi jaz mogla narediti. Če bi bil prevelik. Nikakršen, če bi bil prevelik, premejhen, ko sem jaz zaljubljena v nekoga, A ne. imaš lahko brez roke, brez noge, lahko ti glava odpade. No, glava glih ne. glava ti ne sme odpasti, glava mora biti zraven. Ti sam, da je glava. Ja, oziroma, če nimaš glave, pol pa gremo na razen. Ja, tu mi To je je pa deal res breaker. pomembno, pač, da ima oči predvsem, ja, to. Ok, ajmo. Ok, Sara, nasveti za seks z nekom, ki ima velik penis. Kaj narediti, da bo pač užitek, da ne bo treba iti na razen zdaj z nekom, če ima velikega. Ti pet gor, zaradi tega, da lahko bolj nadzoruješ, tu bi jaz rekla, ali ne? Ja, super. Tako na kolenih, recimo, se zdi meni najlažje. Drugač, Ej, mogli bi life hack. Ne, posluš. Na kolenih je lahko ful težko, ker te ful hitro začne boleti. Žabica. Da ti pač počep, a ne moreš to. Žabica meni pa težka. A res? Ful me je težka Mene žabica pa stokrat laže, jaz, ko sem... Jaz ne vem, če oni vejo, o čem govoriva. Mi da bova imeli drugač tablo, bom jaz pripeljala in bova pol narisali lahko kaj, ker misliš, da si oni kar bojo vse predstavljali, Ja, te ker bom jaz to zdaj položaje. tako dobro razložila. Na kolenih je pač kot da bi pokleknil, pa se usedel na penis. Žabica je pa, da imaš tako noge, tako, in pol se v pač... gozdu. Ja, tako. Ja. In potem se pač tako usedeš na penis. In potem se lahko pač lepo gor pa dol daješ. In še Tako. primeš se tako lepo za človeka, za vrat ali pa za rame. In potem se Ja. tako, kakor naslonaš nazaj in potem greš gor pa dol. Ja, jaz sem mora biti močen, ne? Ja, pa dober, pa spet normalno močen. Ti moraš biti močna, ko moraš se pa tam držati. Ne, jaz sem pač tako, sem se tem pač mora biti močen, ker če se jaz drugače tako primem za glavo. Pa on mora pomagati, če pa on zraven Ja, pomaga, ja. pa mal prime. No, jaz bi kar rekla, da lahko v bistvu, ker dviguje pa spušča, pa jaz pol ne rabim. Vse delaš. Ampak ja, drugače mi je všeč ta nasvet. Pa lubrikant, pa pač pred menstruacijo tu meni že itak fulkrat boli, tako da takrat z nekim ful velikim penisom pač ne nabijati. A ja, ali pa tako žlička, če sta meni bilo ful dober, če si tkule, ok?
da sem jaz ta sprednji in potem se lahko sem sama tako naprej nazaj, veš, kakorkoli hočem. Evo, to lahko Štekaš, ta je v bistvu ful dobra. Ta je narejen za velike penise. Ja. A veš, ni vsak položaj enak. Ja, I loved it. V bistvu ta je bil meni ful, en izmed ljubših je to meni položaj drugače. Jaz se tega ne znam naštimati sploh dobro. V žličko se ne znaš naštimati? Nekako Jaz sem tako majčka, ne vem. Je mogoče to. Ja, kaj pa ti misliš? Da je za velik penis. To si dala ful dobre nasvete. Veliko predigre, zato da si res vzburjen. Zato, ker pol to mogoče tudi ne. Zdaj bomo ene par teh zanimivosti, ki mogoče se enim zdi samoumevno, ampak enim se pa ne. Vsi vemo, da ko se moški vzburi, se penis poveča. A veste, da se tudi nožnica poveča, ko se ženska vzburi in to lahko za še enkrat ali pa še več kot še enkrat. Tako da, če ženska ni vzburjena, bo veliko bolj bolel. In velikrat, ko moški rečejo, ful je bila oska. Ful je bila oska. Ja, ni bila vzburjena. Yes. Nisi jo dobro pripravil. Ja. Ampak to je prav vedno resnica. Ja. Ne? Ja. Tako da, več predigre, pa če res ne bo že ful vzburjena, ne že teče od nje, tudi če ne teče od nje, to life hack, ona te more prositi, da ga daš not. Ona te more prositi. Ona mora biti tako, da ga not. Ona ti more fulkrat reči, da ga dej not, pa pol ga še malo ne daš, pa ga pa lahko. Mal tize, ima ga dej sam glavico, pa bo ona že tako. Ej, Lucija, ko so tu že kakšne plačljive vsebine. Ja, ampak meni pa to nekaj najbolj seksi na svetu. Pa že tam je, že tam gor na vhodu, že tako samo. Ja, drugače meni tudi. Ja, ampak samo ta del je meni. Ja, se strinjam. Ful je to dober. Tako da to, yes. Pa še ena stvar, to moraš pa ti naštimati na tvojo spletno stran. Jaz ne vem kako, ker tega je še par nam nisem videla. Ampak obstaja en pripomoček za dolge penise. Ko si ga daš tako na koren, ne, da pač ne gre čisto odven. In se tako stekajo, ena drugega se dajo in so tako pač različni taki obročki so. Zaradi tega, da pač, ko ga ti, da pol ti lahko nabijaš in pač ne gre preglobok. In, a imaš to že gor? Mislim... Pač vem, videla sem in mislim, da tudi je. Jaz zdaj bom izpadla čisto neprofesionalna, ne vem. Vem pa, da pač tu si to lahko tudi sam narediš. Kaj mene briga, kaj si ti tam zavežeš ali pa daš. Ali pa obročke za pač tiste, ki imaš razteznike mod, ki so taki debelejši. Veš? In imaš... Sam ne vem, če bo to enako dobro delovalo. Ja. Ker ne moreš nabijati, ker gre pa še vedno not. To bomo nekako poštudirali, da bo Sara to probala. Dokler boste vi tu videli, bo tu že vse zrihtano. Preverite na spletni strani. Res je. Ampak ja, to se mi zdi v bistvu ful fajna reč, da obstaja. Ja, se strinjam. Pa tudi moški nima občutka, da je predolg, ne? Ja. Po moje. Pač, misliš, da je bolj tako občutek, da je cel noter štekaš. Meni je tako ful žalostno za te moške, da nikoli ne morajo biti tako se počutiti, da jih je nekdo vase vzel. Je to čudna misel. Veš, kaj mislim? Analno, daš pa lahko kjerokoli dolžino. Če se dobro pripraviš, enkrat bomo imeli prvo epizodo o analnem seksu, ampak pač anus, pa nima nekega konca in ti v anus lahko spraviš toliko dolgo reč. Ja, I know, ampak v bistvu si z tega ne predstavljam. Tema za naslednji dan, ampak ne vem, kako boš v mene spravila tako dolgo reč. Bomo govorili o tem, jaz vem, kako se to naredi. Ne iz izkušenj bom povedala iskreno. Nisem nikoli takih dolgih stvari noter dajala, ampak jaz poznam vso teorijo vsem. Jaz tudi, če nisem kaj testirala, vem, kako se to počne, ker sem vse preučila in prebrala in poslušala. Tako da, naprej. To sva rekle. A ti je všeč bolečina med seksom? Ker v tem je ona rekla, ne, da je bilo na začetku je pasal, ko jo je nabijal, pa je bolel, ampak potem na koncu, ko pa da bi prišlo, je pa že preveč bolel. In pol pri drugem je pa rekla, da se lahko da v tak položaj, da pač je malo bolečine, ampak da je taka prijetna. Kaj je tvoje mnenje o tem? Jaz sem počasi ful uživala v bolečini med seksom. Potem sem pa imela zdaj zadnjega fanta, ki nismo niti enkrat ko seksala, da bi me res bolelo ali pa da bi me tepuba, da sem nič od tega. Se ful začela imeti rada tak ljubezenski seks. Ne znam ti razložiti. In zdaj, če me boli, ne vem, kar mame prizadelo kdaj tako. Ja, fakt, to mi je bilo ful zanimivo. Da sem jaz drugač tu, pri drugih moških, mi je bilo všeč. Ampak, če bi pa on bil grob do mene, bi pa me ful prizadelo. Sploh ne vem, zakaj, ni to zanimivo. Je tako odnos sta imela. Ja, ful bi mi bilo čudno. Ja, izven serijsko bi bilo, ne. Če bi pač me on udaril, bi to bilo res čudno, tako za policijo poklicati ali nekaj. Ja. A prej si bila pa tako, dej mal bolj me klofen. Prej? Ne, prej sem jaz bila tako ekstra, ful ekstra. Tako še prej sva se mi da spoznali. Jaz sem hodila, da me pač tepejo ljudje, ne vem, če to zdaj primerno
Na kakšen način? Ja, da pač vzame bič in me tepe, dokler mi ni dost. Okay. Ful mi je bilo lažje potem. Tako, če sem bila kaj v stresu, jaz sem rekla, da mi malo tep. A pa je moglo biti to, a to je bilo tako samo pač med seksom, ali pač tako, da me spenki, pač kakor te predigre, recimo. Ja, tako ja. Pa če sem se tam ulegla, pa sem rekla, da me. Nice. Tep pač. Nice. Mislim, z bičem, ne tako tep ljudi. Ja. Ne? Ja. Pa mi pa kar naenkrat tu ni bilo več in zdaj je ful too confusing tako tema v moji glavi. Growth. Ja. Kaj pa ti? Drugač, to je drugač dejstvo, da ko si ti vzburjen, imaš ful višji prag bolečine. In meni recimo, meni paše tako kakšno spenkanje, meni ful paše recimo, da me grize nekdo po hrbtu pa po vratu, pač tako med seksom. Okay. Meni je to tako dober. Okay. Ampak če bi pa tako isto močno ugriznil, ne med seksom, bi me pa bolelo. Ja, itak, valjda. A veš, itak. Valjda. Normalno, to se mi zdi, da vsi delamo, pač da se tako spenkaš poriti, tako čez dan, pač partnerja, pač jaz njega, on mene. Sam pač, če on mene tako kar sred dneva ful lopne, mene to zaboli. Drugač me gre tu in mi malo na živce. In mu tako rečem, pač dej, bolj nežno me moraš. In pa mi reče, med seksom ti je pa kul. In pač, med seksom je pa kul. Ker pač takrat ne boli tok, ne vem, pač tako je. A ne zaradi vseh teh hormonov, pač to je tako prav biološko. It's normal. Fun fact, jaz sem jezna, če gre mimo mene, pa me ne udar poriti, če me ful me to zmot. Pač ne more iti človek mimo tebe in se te ne dotakniti. Tu je deal breaker tako, da jaz kuham in pač gre nekdo si po vodo. No go, ampak fora je pa, da tudi če me udar, pa me presenet, pa me šokira, tako če pomivam posodo, pa me tudi tako ful presenet. Grozno mi gre na živce to. Kaj ni res to, tebe ne zmot tako kdaj? Ja, pač moraš s feelingom, moraš videti kdaj pa kako. Tako je. Ja, drugač pa, jaz tudi to rabam, pač konstantno se me dotikaj. Ja, razen ko ne. Razen ko ne bi, se te naj ne. Ja, jaz mene lahko se skozi. Res? Nisem bila še tako, da bi bila med 100% fokusom, med delom, med tem, kaj delaš v fokusu in te nekdo začne nekaj. Razen, če bi se mi ful model. Okay. Pač, ne vem, dosti mi je bilo, na primer, ful cute. Zjutraj sem se rihtala in pa je on prišel in pa imam tam kar nekaj objemov pa lupčkov, ampak sem vedela, da imam še recimo približno dosti časa, da mi bo rata se do konca zrihtati, tudi če me on zdaj tle malo moto mes. Sicer se pol nisem mogla jaz tok nazaj njemu posvetiti, pa pač ga nazaj lupčkati, ker sem tako, ok, še vse se moram pač zrihtati, ampak tako, mene je to nekaj najboljšega. Okay. Ali pa mene je to dobro, kako kuhava skupaj in potem je skozi objema in lupčka in pol jaz njega skozi objemam in lupčkam in jaz ko rada z njemu kuham, ker pač pol časa se mi da samo pač kar nekaj tako in mi je cute. Ok, dobro. Zdaj greva pa na naslednji komentar, ki je bil pod tem napisan. In Sara, kar preberga. Ti bom jaz? prebereš. A bom vse komentarje jaz prebrala? Ja, vse boš ti, ker ti bolj bereš kot jaz. Doživeto. Kaj pa je ta jej? Okay. Ne vem, zakaj to pisati. Okay, bomo takole. Ja. Jej! Nekaterim to res paše, a ti moram povedati, da to ni to. Jaz sem na začetku res da uživala, a je bilo to preveč in moram reči, da sedaj mi res paše normalen in ne predolg in ne predbel. Pomembno je, da ga res čutiš in da v tem uživaš. LP. Ja, v bistvu, a si že slišala za izraz boyfriend dick? Ja, to je resnica. To je resnica. Sam pol na koncu, če črto potegneš, je pač boyfriend dick, kjerkoli dick že dobiš s tem fantom, ki ga imaš. Ampak drugač boyfriend dick je kao nekih 15 cm. Pač, da ni prevelik, da ni premajhen. Pa da ga daš lahko v vsakem trenutku not. Ja. Če hočeš. Joj, aloh? Ne, jaz vem, kaj boš rekla. Ne, to pa ni za drugo epizodo. Okay. Ne, naprej, naslednja. Sara noč o tem govori. Ja. Drugač, evo, še to sem hotela še reči. Imam pa eno kolegico, ki je pa tako size queen in je pa ful pomembno, da ima tip čim večjega, ker njo pa ful vzburja to, da mu lahko med seksom reče kao, ko ga jaz dobro spremem, koliko jaz dobro handlam ta tvoj velik penis. Ej, pa tu je prav njena zahteva. Kako pa tu enforca tako v praksi? Ja, ne vem, nekako pač kar dobi take in je bolj ful seksi, da ve pač, da nobena druga ni mogla tako dobro handlat. Pač tudi, če to ni resnica, ampak ona je tako, ne je to ta ego boost. In pač tudi, če boli, je to cool. In ma rajš, da je pač velik. In to mi je ful zanimivo.
Okay. Tako da, evo, za vsakega se najde neki. Ja. Pač za vsak penis obstaja punca, ki bo pač bila to pa zame narejen. Jaz mislim, da se to ful velikrat zgodi, da se tako pol najdemo glih ljudje, ki glih tako greš Ja. ne? Recimo, evo, pa tudi, pač, mi smo res tako nekako, nam da narava že na veliko različnih načinov vedeti, a si ti z nekom kompatibilen ali ne. Že če ti nekdo diši ali pa ne. Ja. Fermoni. In to je čista resnica. Jaz sem imela enkrat eno kolegico, to je bilo še tako na faksu in ona je rekla, da pač se je nehala s tipom dobivati, ker ji ni dišal. Je rekla, on je prišel izpod tuša in meni njegov von sploh ni bil všeč. Ja. In jaz takrat tega nisem razumela in sem tako, kaj ti govoriš? In potem sem odrasla in sem to tudi izkusila in videla in tudi brala o tem, da pač je to dejansko znanstveno podprto. In ti sam moraš zaupati svoji intuiciji, pa pač malo poslušati. Če vidiš, da ti nekdo ne diši, pač pet na razen z njim, ker pač ni zate. Pač nista kompatibilna in ne bo to na dolgi rok držalo. Ja, jaz sem bila za njim kar nekaj časa, ko mi tako najbolj grozno ni dišal. Ful je bilo težko. Res. Pa veš, ko ne moreš tega skomunicirati, kaj boš rekel človeku, ti meni smrdiš. Ti meni tako organsko smrdiš, da te pač ne morem. Ne, če je vse drugo dobro, ful je to taka zanimiva tema isto. Ja, drugače, si to pa res tripi, veš, vse je dobro, ampak ne dišiti. Ja. Meni je to deal breaker, recimo. Zdaj vem, da mi je. Prej nisem vedela, ne. Prej sem mislila, da sem jaz pač kompliciram. Evo, ta komentar ti sploh ne bom dala. No, daj ga ti preberi. Zato tega, ker je kratek, 2 besede. Daj. Ma lažejo. Čakaj, se pravi, lažejo ženske? Jaz mislim, da sem tlele jaz neki, ki sem kopirala ven, zgubila. Ne, jaz sem tudi v prejšnji verziji videla tale, ja, lažejo. Ja, ne, veš kaj manjka? Zdaj vidim. Ajde. Manjka, se opravičujem. No, kako to se zgodilo. Ma lažejo, najbolj pomembna je debelina, je bil komentar. To pa je res. Ja. Je rada, če je kakšna piksna od piva, ne? Ja, tu je že malo preveč. Čeprav jaz sem ful bila vedno fascinirana nad fistingom. A si kdaj probala? Probala že, ampak ne, didn't work out. Si ti? Ne, me ne mika. Ne mikate? Ne. Ne mikate? Ne. Explain. Joj, enkrat drugič bo o tem, zato ker zdaj se počasi sej se tu pa strukturo vodiš, tale seveda. podcast izteka. Zdaj bo Sara prebrala samo še zaključek, zaradi tega, ker je bil en komentar, ki se mi zdi, da ful lepo vse skupaj povzame. Okay. In potem, ja, je to. Tale, za zaključek boš prebrala. Ajde. Tudi jaz mislim, da velikost ni pomembna. Pomembna je strast, predigra, mene moj zadovolji tudi z jezikom ali s prstom, priznam pa, da imam najraje njegovega tiča v sebi, tako da moški, nehajte se obremenjevati z velikostjo, vi sam sekite. A piše sekite? Ja! Verjetno je mislila seksite. Ampak jaz se strinjam, sem sekite, pač se tu paša, ne tako, veš. Ja, jaz se strinjam, pač ja. Vse isto kot pri ženska, veš, če si samozavestna, si lahko kakršnokoli, kjerekoli oblike, pa če si saj pošeč, boš tudi drugim, ne. To je smislam. In isto je pri moških. Jaz bi tako rada spoznala enkrat nekoga, ki bi bil tako res pač trden. Ne vem, nisem še spoznala tako moškega, ki bi bil res trden pa prepričan vase pa v stvari, ki jih ima, pa ki jih počne. Samozavest v glavnem. Tako je. Najbolj seksi. Kjer zlajna narek drugačka, ne? Drugače res. Ampak tako pa, res je to. Pa še ena skrivnost glede samozavesti. Pa sploh ne rabiš biti samozavesten, sam znati moraš fejkati to. Jaz se sem delam skozi. Ne, čeprav... Jaz se pa drugače, jaz sem pa toliko se fejkala, da zdaj sem že malo samozavestna ratala. Jaz tudi isto, včasih sem to mogla fejkati, ja. In pač, to je toliko bizarno, ker to vsi rečejo, pa ne verjameš, dokler ne probaš. Ja, res pa, je. Mogoče lahko traja par let, da moraš fejkati, ampak pa enkrat kar verjameš to. Ja. In to je ta moč misli. Tako je. In to lahko sam sebe prepričaš. In če skozi govoriš negativne stvari, boš pač dejansko to verjel. In isto deluje pozitivno. Sam je pa ful težji. Ker si ne moreš kar tako reči nekaj v glavi, ne? Ja. Da bi bil kar tako, zdaj se bom danes odločila, da bom super. Ampak, a veš kaj? Moraš delati na tem. Moraš delati na sebi. Če pač ti ne boš nič delal na sebi, pol boš tudi težko fejkal. Pač daj si hobije, deli stvari, izobražuj se, pogovarjaj se, druži se z ljudmi, ki jih imaš. Seksej. No. Pač delaj na sebi in potem se boš lahko počutil samozavestno in seksi. Ok. Poglavnem, meni se zdi tale zaključek tako perfekten in je to, kar da bi jaz napisala. Meni tudi sem še nekaj bi dodala. Dodala bi tudi, da se mi samozavest sploh ne zdi, veš, tako eni rečejo, joj, s tem se rodiš, ali pa ne, eni jo imajo, eni pa ne. Pač ne, meni se zdi, da je tudi tako povezano s tem, kolikrat nekaj delaš. Štekaš. Tudi, ko sem prvič jaz pila vodo iz kozarca, nisem bila samozavestna v pitje vode iz kozarca, veš.
No, saj razumete. To je to iz moje strani. Drugače, sam še to bom dodala. Jaz, drugače, meni je ful en velik preskok naredil, ko je Maja, naša Maja, rekla, da ona ni samozavestna in da ona se sam dela. In ona je tako najbolj samozavesten človek, ki jih jaz poznam. In jaz, ko sem jo spoznala in ko sem jo poznala, sem bila tako ona po mojem lifeu ni podvomila vase in ona se je rodila s tem. In ko je ona rekla, da ona fejka, sem bila tako, če ti pa si fejkajo. Ja. In potem sem bila tako, ok, jaz bom tudi. Tako da tedenski izziv. Ta teden vsi fejkamo, da smo samozavestni. I love it. Ajde, štima. Evo, Dogovorjeno. za konec se gremo pa spet igrico Never Have I Ever. Sem mislila, da tu danes ne bo. Ja, Ajde. to bo na koncu vsake epizode. Okay, ne, In na mislila sem, da koncu- smo šli čez čas, veš, pa pol. Ne, Dajva. imamo glih še, sem jaz to tako naredila, da bo. Lahko dosti jaz časa. zdaj sprašujem to epizodo, kaj si ti prejšnja. Ja, kamot. Ajde. Evo, to se pravi, samo na hitro pravila, če slučajno kdo ni gledal prejšnje epizode, čeprav dosti bed, da je niste. Res je. Igra se igra tako, da bo Sara prebrala trditve in če si to že naredil, to se pravi, daš prst dol. In se štejejo točke. Tist, ki zbere največ točk, gre v zapor zaporedne. Te pridemo vklenet. In vi sodelujete zraven, tako da se tudi vi igrate in dajete prste dol. Prste morate dati gor, zdaj vsi. Ta Štejete pol trenutek. točke in pol napišite v komentar od spodaj, koliko točk ste dobili. In če kdo, drugače, če kdo napiše še kakšno zabavno zgodbico zraven tega, pač kako se je Ja. kaj takega zgodilo, bomo pa še bolj vesele. Sem tu nam lahko na mail tudi napišejo, ne? Pišite nam na mail kakšne zgodbice in jih bomo prebrali v Ja. podcastu in bomo komentirali. Ja, to mogoče niso še nikoli povedali. Kaj? Pač pišite nam na mail, lahko tudi na Instagram, Ja. lahko tudi tle na YouTube, če hočete, da vsi preberejo. Lahko pošljete vprašanja, lahko pošljete predloge za epizode. In če se nam bo zdelo to primerno, ali pa zanimivo, ali pa zabavno, bomo mi to dali v epizodo in bomo komentirali in se bomo pogovarjali o tem. Tako je. Če se Okej. vam zdi, da smo kaj pametnega danes povedali, nam kar napišite kaj, ne? Pa bomo še kaj pametnega kdaj povedali. Zdaj pa naprej. Ker malo mi je vroče postalo. Okay. Nikoli nisem seksal v avtu. I love it. Ja. Full lover man seks v avtu, sem to rekla. Jaz sem pa sam zato, da sem lahko obkljukala to. Seks v avtu. Meni je bilo full lover, ker enkrat prvič z mano seksal v avtu. Shout out. In full fejo, vsi vejo, kdo so, in je full smešno. In meni bo takrat mi je bilo full lover, zato ker sem se počutila kot ena starejša gospa, ki je tako predstavila avto. V glavnem. Druga. Nikoli nisem seksal z neznancem. Bom dala ta dva prsta. Nikoli nisem nikogar vklenil v lisice. Jaz sem glih prejšnjo epizodo tebe vklenila v Tu se lisice. šteje, no pa sem jaz Ja. tudi že kdaj koga. Se. Okay. Nikoli nisem sesal prstov na nogah. Joj, res? Kako Res. ti je bilo? Ja, ne vem, tako nekako ženske mi je v redu, moških pa ne bi. A moškega nisi? Ne. Jaz, no evo, jaz imam obratno Pa ne vem, od zakaj je to. fetiša. Meni so noge, jaz mislim, da noge nikoli niso zares čiste. Ne, to ni res. Jaz Jaz mislim, mislim, da da so si- noge čiste, pa tudi če niso čiste, so meni še vedno ful simpatične. Meni ful niso simpatične. Ne moje noge, ne od drugih, pač podplati. Ne tako cele noge, ampak podplat. In jaz mislim, da tudi polka priješ enkrat izpod tuša. Pač, že pod tušo si veliko ljudi, po mojem, sploh ne umije nog podplata tako zares. Še jaz jih ne vsakič, ker se mi ne da. Kar je polugavno. Včasih sem sad tako, a veš, Vse točke je izgubila zdaj. Ne, sej jaz imam včasih ne hrbta ali pa tudi ne, vse je v redu. A gremo naprej. čakaj, a podplate si vedno umiješ? A? Podplate si vsakič umiješ? Vsakič. Jaz včasih, a veš, Čakaj, ampak kako to zdaj misliš, Lucija? Kaj si ne zdaj? včasih si pač ne vzamem noge v roke in si jo tako zdrgnem, ampak se samo tako malo počepoteš. pustim tam na tleh, kaj tista milica, tako malo podrgnem, pa rešim tako z eno nogo na drugo in potem si splaknem s tušom tako in sem tako dan. Ej, kakšna čudna pravila imamo. Ti imaš tako pravila, nekaj čistko, vsakeč se moraš suširati pred vsakim seksom, ne smeš seksati, če nisi čist. Pol si pa nog ne umije. Druga, zdaj sem že tudi seksala, kdaj, ker nisem bila čista. Naprej. Šokantno, ne? Bravo, res, ja. Čakaj, koliko imam zdaj? Zdaj smo prsti na nogah, četrta. Ti nisi še sesala prstov na nogah, Ne. dve imaš dol. Ampak nisem imela 3. Ne, ker sem eno, pa ti nisi. Ne. Sej bojo točke napisane Ja, na tako zaslonu, je. jaz zdaj ne vem več, kje sem. Nikoli nisem dobil njuco. Dobila pa sem, ja. Nezaželene. Ne, tu. Tudi to, Ja. nažalost. Nikoli nisem fantaziral o tem, da bi bil s prijateljem od svojega partnerja.
Okay. Ja, pač, sem že prej povedala, da tako, ko spoznam ljudi. Res. In o meni pa nisi nikoli fantazirala še. Veš, da se res spomnim, ampak tako ženska, ful ne fantaziram, lepe ste mi, ful tako, tudi bi se jih dotikala, pa tudi sem se jih, ampak fantaziram pa ne v njih, ko mi nimate tako v moji glavi takrat nad zadad, veš. Ne vem, ampak okej. Ok, next. Ne vem, koliko imam. Nikoli med seksom nisem rekel napačnega imena. Povej, kaj si pa naredila, kaj si pa rekla, kako se iz tega rešiš? Zgodba za naslednjič. Ne, hitro povej. Grozno je bilo. Jaz se prav nisem zavedala, da sem rekla narobno ime. Jaz sem polk, ko sem odprla oči, sem bila tako, ne. In pa še tu je bil najboljši prijatelj njegov. A si fantazirala takrat o njemu in zato rekla to ime? Ne, po nesreči je bil un dan na obisku in jaz sem glih nekaj razmišljala čist tretjega. Pač, in to so vse, ko bi vsake fantazirala, v glavnem. Nikoli nisem odkrila. Čaki, ampak kako je on to sprejel, pol? In kako si se izvlekla iz tega? No, se nisem rabila izvleti, zaradi tega, ker on je bil tako v krču, da pač nisem rabila nič. Veš, to je una stvar, ki sploh nič ne rečeš, ker si sem tako, pa sem tako, Okay. Ja, full bad. Pa kdaj... enkrat sem med spanjem rekla, ime je tudi od bivšega, ampak drugega bivšega. Ful grozno. Ampak tu ni bilo, nič od tega ni bilo. Ja, še rekel mi je, tako kva. Ok, nikoli nisem... What, Lucija, pa kdo bi se sploh spomnil kaj takšnega? Čak, jaz imam te prste zdaj dol. WTF? Ok. Nikoli nisem odkrito flirtal starši od partnerja. Kaj, si dala prste dol? Ne, Če pa je kdo? Pa dajte prste dol. Ker zdihar je kdo? Ja, jaz bi spoznala tega, kaj je. Kako pa to sploh izpele človek? Jaz sem že brala kakšne zgodbe, ki so potem... Ne, meni to ni v redu. Jaz se nisem pripravila, da se danes pogovarjamo od flirtu s starši od partnerja, tako da to je to. Meni se zdi ta igra v bistvu kar bedna, ker če bom jaz, bom pa vsakič tako zdaj. In zdaj bom jaz, no, v redu. Drugič bom pa jaz napisala te. A ja, tu je zato, ker je Lucija te pisala, ne? Telele vprašanja. Ja, te sem jaz že zdavne napisala. Lahko jaz napišem za naslednjo jih? Komod. Ok. Se meni bo enkrat zmanjkalo, jaz jih imam, mislim, da ne vem, koliko jih imam na zalogi. Smenjeno. Tako da... A ja, nisi me zdaj zaklenila? Jaz se te bom. Aha. Ti, Rori! Ej, pa bomo skozi imeli iste lisice. Ali bi tako nekaj moramo narediti glede tega. Lahko bi mi pa enkrat noge rajš uklenila. Ker smo se gliho po stopalih pogovarjali. Ja, pa še tako nisem se pobrila. Ne, Kirke. Error. Ne. Kera nočna mora se je tu zgodila zdaj. Drugače obstajajo tudi lisice za gležnje, tako da se ne bo vam doma tu zgodilo, da imate predebele noge, pa da ne bi šle lisice gor. Res je. Ja, res je. Zdaj je Sara spet v zaporu, tako da napište v komentar, kdo se ji bo pridružil v zapor. Koliko si imela točk? 100. V glavnem, če imate vsaj toliko točk, kot Sara ali več, greste z njo v zapor. Če jih imate pa manj, ste pa z mano na prostosti. Gremo pa na kavo. Mi bomo šli zdaj na eno kavo. Pardon. V glavnem, to je zdaj konec. Evo, točno 60 minut smo imeli. Bravo. Full lover. V glavnem, za konec povej, kje te lahko najdejo. Najdete me lahko na vseh socialnih omrežjih pod peachpop.si ali pa Sara iz Peachpop. Slediti mi morate povsod, ker drugače jutri ne bom tle prišla spet. Pa prijazni bodste do naju. Pa gledajte nas vsak ponedeljek zvečer, potem, ko grejo otroci spat. Če pa nimate otrok, pa preden greste vi spat. Ne, pa preden jih greste delat. Nice! Ja. Mene lahko najdete na Živijo Lucija tukaj, na Instagramu, na TikToku in ne pozabite followati naju in tega profila. Ja, tu skozi pozabite reči, mi kar vse drugo rečeva, ne pa za ta profil. Takoj, ko sem ti rekla, da povej, kje te lahko sledijo, sem tako najprej bi mogla reči, da lajkite to epizodo, komentirajte, pošljite prijateljem, zaradi tega, ker pač tak engagement nam bo ful pomagal, da bojo vsi izvedeli, koliko je to dober podcast. Ne? To je podcast, a lahko to ostane med nama in ga lajkajte in komentirajte. Ja, pa followajte ga na vseh socialnih omrežjih.
Ja, ki jih bom jaz naredila danes popoldne. Ko to gledate, zažeta. Ja, Okej. dobro je bilo danes, ful sem uživala. Ja, jaz tudi. Jaz bi kamočeno posnela zdaj. Jaz pa moram iti na kavo. Jaz nisem spala celo noč, zato ker me je bilo tako strah, pa vse je bilo narobe. In zdaj pa še tu moram tle prenašati. Kaj pa si tako poredna? Te bom našeškala, veš. Ful je dobro. Ok, ajde, čau, se vidimo naslednji teden. Čau!